Dober dan, lep pozdrav pri družini Zorko smo. Pozdravljam očeta Roberta, mamo Špelo, pa največjo Mihaelo, Elizabeto in Janija, Janeza in Jurija. Tako, v tej družini bomo se danes malo pogovorili o Svetem pismu. Kadar beremo Sveto pismo, kadar poslušamo Božjo besedo, moramo najprej pripraviti srce, da bo Božja beseda prišla v srce, in zato bomo zdaj zmolili kesanje, tako kot vedno pri maši, v začetku zmolimo kesanje in potem poslušamo Božjo besedo in sprejemamo Svetega Duha in darove. Zato, da bi razumeli to, kar nam Bog govori, kar nam Božja beseda sporoča. Pa naredimo križ. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako, zdaj se pa še Bogu priporočimo in zmolimo še skupaj Oče naš in Zdravo Marijo, tako da bomo tudi v tej molitvi že začutili Božjo bližino. Jezus pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, da bi bil Jezus tudi zdaj med nami. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, ko je angel Gabriel odšel od Marije, se je Marija še kar nekaj časa spraševala, je to res, je to mogoče, kako to, jaz pa Božja mati, da bi jaz bila izbrana za tako veliko nalogo, da bom rodila Božjega sina, čeprav je že v sebi, je že čutila, nekaj se dogaja v njenem srcu, Sveti Duh jo že napolnil, že razsvetljiv, ampak na zunaj se še ni nič videlo. In potem Marije, kar niso šle iz ušes besede in srca, tvoja sorodnica Elizabeta je že 6. mesec noseča in pri Bogu ni nič nemogoče. In Marija razmišljala in rekla, Janez, zdaj to, kar se je z mano zgodilo, gotovo se je nekaj podobnega moralo zgoditi z Elizabeto, grem k njej, da se pogovoriva. In tudi, če je 6. mesec že noseča, da ji pomagam, da se bo pripravila na rojstvo. No in tako se je Marija takoj naslednje dni na hitro odločila, da gre na pot v Judejo, v te hribe blizu Jeruzalema, in iz Nazareta do Judeje, to je kar dolga pot, 150 km morda približno, in taka mlada dekle sama iti. Potem je iskala kakšno priložnost, da se je pridružila eni skupini, da je lahko potem šla v karavani s tistimi, ki so šli v Jeruzalem, in potem pa malo ven naprej v Ain Karim. No in tam, torej, ko je Marija končno prispela do Elizabete, evangelist Luka poroča, kako sta se srečala Elizabeta in Marija. Pravi, da je Marija stopila v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. In ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Elizabeta je še rekla, blagor ti, ki si verovala, zgodilo se bo, kar ti je povedal Gospod. No in tako je Elizabeta Marijo pozdravila, pa ne samo Elizabeta, tudi Janez Krstnik jo je pozdravil
ko je kar poskočil, ko se je srečal že s tem bodočim odrešenikom, ki mu bo pripravil pot. Do takrat je še bilo dolgo časa, ampak vseeno veselje se je že začelo in upanje. In tako torej Marija začudena, ker je videla, kako je Elizabeta vedela marsikaj, kar je Bog naredil. No in glede, to Bog da tistim, ki so odprti za Svetemu Duhu, Bog da nekatera spoznanja in razumejo stvari, ki jih drugi ne razumejo, in vidijo to, kar drugi ne vidijo. No in Elizabeta je videla v Mariji že, da prihaja torej k njej mati odrešenika. No in kaj pa Marija? Kako je pa Marija na to odgovorila? Torej Marija je bila pa po eni strani vesela, po drugi strani tudi presenečena, da je Elizabeta bila tako razsvetljena že, in Marija ni začela pripovedovati, kaj se je zgodilo, ampak je rekla: moja duša poveličuje Gospoda, moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil mogočni, njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje traja iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je skazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola, povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami, bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je obljubil očetom Abrahamu in njegovim potomcem. Marija je tukaj napovedala čudovite stvari. Najprej o sebi pravi, da jo bodo blagovali vsi rodovi. In tako Marijo res častijo vsi rodovi in častimo tudi mi danes. Ne samo kristjani, Marijo častijo tudi mnogi drugi, tudi mnogi muslimani, ker je Marija tudi v Koranu imenovana. In se k Mariji mnogi zatekajo, ker vidijo v Mariji mater, vidijo eno pomočnico, eno rešiteljico. No in tukaj pove veliko stvari o Bogu. Marija je vedela, kdo je Bog. Marija je razumela, kako Bog dela velike reči. Je delal v zgodovini, od Abrahama, Mojzesa, prerokov, in pravi, kaj bo šele zdaj naredil. Mogočne bo vrgel s prestola, povišal bo nizke. Glejte, to se dogaja tudi skozi vso zgodovino. Veliki ljudje so mislili, da so veliki, pa so padli, pa so pokopani, pa jih pozabljeni, nihče več ne misli in ne ve zanje. In pravi, tako kot je obljubil očetom Abrahamu, tako torej bo Bog izpolnil obljube, ki jih je dal prerokom skozi stoletja, zdaj, ko se bo rodil ta otrok, ki ga je Bog poklical. No, tako je Marija na kratko Elizabeti povedala tudi vse, kaj je čutila v srcu: veselje, hvaležnost, upanje, vero, zaupanje v Boga. No, in Marija je potem ostala pri Elizabeti in ji pomagala, kuhala, prala in tako naprej, da je Elizabeta lahko počivala, da je se lahko mirno pripravila na rojstvo otroka, in končno se je rodil otrok, fantek. Vsi so se čudili, vsi ljudje so tam govorili: Elizabeta je rodila, to je pa nekaj, tukaj je pa Božje delo, to pa ni normalno, da bi v takih letih žena rodila otroka. In so se spraševali, kaj bo iz tega otroka, kaj nekaj bo. In kaj bo, se je pokazalo že kmalu. 8. dan Judje običajno moške potomce obrežejo in jim dajo tudi ime. Mama da otroku običajno, torej da redno življenje, ga rodi, oče pa da otroku ime. Ime pa pomeni tisto, kar ta otrok bo. Torej, kdo je ta otrok? Da bo naslednik njegov, torej očetov naslednik, da bo peljal naprej gospodarstvo ali pa to, kar ima,
lahko če pa kralj, pa kraljestvo in tako, ne. No in tukaj je pa nastala težava. Oče Zaharija takrat ni mogel govoriti, potem so vprašali mamo Elizabeto, kaj bi pa ti, kako pa bo otroko ime, tako tudi pri krstu danes vpraša duhovnik, kako bo ime vašemu otroku. No in potem starši povejo, tam je pa rekla Elizabeta, Janez bo njegovo ime. Janez, so se začudili vsi sorodniki, tako, sej ponavadi se da ime po očetu ali pa po starem očetu ali pa po nekom, ki je v sorodu, ne čisto eno tuje ime. In Janez, kakšno ime je to? To pomeni, Bog je usmiljen. Johanan, Bog je milostljiv. A tako ime, a ne bi drugače ga imenovali. No in potem je pa, ko niso se mogli odločiti, so rekli, ja, vprašamo očeta, se je oče tisti, ki da ime. Oče pa ni mogel govoriti, pa je rekel, dajte mi deščico. In so mu dali deščico in je napisal, Janez je njegovo ime. In so se vsi začudili, ja, kako. In v tistem hipu, ko je to napisal, je tudi spregovoril. In so videli, še to je eno znamenje. Ampak kaj je povedal? Kaj so bile pa prve besede tega očeta, ki je imel sina, bil vesel, srečen in zdaj še spregovoril, Bog mu je dal nazaj dar govora, to je dar molitve. In gledajte, njegove prve besede so bile, slavljen Gospod Bog Izraelov, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Vzdignil nam je rok rešitve v hiši svojega služabnika Davida, kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov v davnih časih, rešitev pred našimi nasprotniki iz rok vseh, ki nas črtijo, da izkaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze. Dal jo je Abrahamu in potomcev, da nas bo rešil iz rok sovražnikov, da mu bomo brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse dni. In ti, dete, je rekel svojemu otroku, ti boš prerok najvišjega, pojdeš pred njim pripravljati mu pota. Daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njegovih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci in naravna naše noge na pot miru. No in tako torej je Zaharija povedal tudi v tej molitvi Bogu in tudi svojim sorodnikom, domačim, napovedal, prerokoval, kdo bo ta njegov sin. No in vsi so bili po eni strani začudeni, po drugi strani veseli, navdušeni, še najbolj seveda Zaharija in Elizabeta, pa tudi Marija. Marija, ko je videla zdaj, tukaj se dogajajo velike reči, Bog tukaj dela in kaj se bo šele z mano zgodilo, kaj se bo zgodilo s tem sinom, s tem otrokom, ki ga jaz nosim pod srcu. No in je Marija še nekaj dni ostala pri Zahariju in Elizabeti, da je še pomagala tega novorojenčka oskrbeti, potem se je pa počasi vrnila nazaj v svoj Nazaret. Tako, otroci, zdaj smo nekaj slišali, nekaj lepih besed in en tak lep uvod v te Božje besede, pa me samo zanima, koliko ste poslušali, koliko je bil Janez Krstnik starejši od Jezusa? 6 mesecev. 6 mesecev. Kdaj se pa to, kako bi rekel, kaj se je zgodilo, ko je bil Janez Krstnik star 8 dni? Kaj se je zgodilo takrat? Šli so v tempelj, so ga obrezali, pa so mu dali pa ime. Pa je pa Elizabeta rekla, naj mu je ime Janez, pol so pa še
Zaharija vprašal. Zaharija. Zaharija vprašal in pol deščico dobil, pa je napisal, ime mu je Janez. In pol, ko je to napisal, je lahko spregovoril. Aha, ja, no lepo. Pa mogoče veš, zakaj je potem Zaharija spregovoril? Si mogoče poslušala? Ne vem glih, zakaj je pol spregovoril, ampak mislim, da zaradi tega, ker je dal otroku imeti, kakor Jezus hoče, mislim, Bog hoče. Bravo, super. Tako. Katero nalogo pa je Janez dobil od Boga? Janez Krstnik. Krščevati z vodo, Ja. Kaj pa je Jezus? krščevati s Svetim Duhom. Bravo, superca. Odlično. Kje, v kateri reki je pa Janez Krstnik krščeval? Dan, V reki Jordan. Tako ja. je. Superca. Kaj se pa zgodilo, se mogoče katera spomni, kaj se potem zgodilo, ko je Jezus prišel slučajno mimo Janeza, ko je krščeval? Hotel je, da ga Janez krsti. Kaj pa podlo? Je šel, pol so pa vojaki prišli, da bi zgrabili Janeza. Pa še prej? To je bilo pol kasneje. Kaj je bilo takrat, ko je rekel Jezus, da bi ga Janez Krstnik krstil? Kar je krstil, pol je pa prikazal se oblak in iz oblaka se je zaslišal, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. No, ko je prišla Marija k Elizabeti, jo je Elizabeta pozdravila. Kako jo je pozdravila? Moja duša poveličuje Gospoda. To je Marija odgovorila, ja. Elizabeta je pa Marijo pozdravila. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa. Ja, in odkot meni, da pride k meni mati mojega odrešenika. A je Janez Krstnik takrat še kot majčken, ko je 6 mesecev star otročiček v Elizabetinem telesu, a že takrat kaj slišal? Ja, a je bil vesel? Kako je pa to pokazal? Da je poskočil. Da je kar noč v trebuško poskočil, ne? In Elizabeta je to čutila? Ja, mamice čutijo, ne, če se otrok giblje in če kaj... Mamice čutijo, če otrok brca v Če kaj brca, ja, ali pa... Ja, tako je tudi Elizabeta začutila, da je Janez Krstnik se razveselil in Jezus je bil pa tudi vesel, ker je vedel, kdo bo Janez Krstnik, bo njemu pripravil pot. Janez Krstnik, ja, so rekli, je kot tisti, ki kliče, pripravite pot Gospodu, zravnajte steze, zdaj prihaja, kdo? Mesija, kot kralj, ne? Ampak ne gre za te ceste, da bi zunaj urejali, ampak notranja pot, da se odpremo Bogu, da pride Bog lahko skozi naša ušesa, skozi Božjo besedo, po Božji besedi v naše duše, naše srce, ne? To je važno. Jaz imam še eno vprašanje. Ja. A je Elizabeta tudi Mariji prišla pomagati pripraviti na rojstvo vse? Ja, viš, to je pa sicer bilo potem kmalu zatem, ampak 6 mesecev po tistem, samo to je bilo pa nepričakovano. Takrat ni, kje je bila Marija, takrat ni bila doma. Ne? Marija je morala iti, sta šla z Jožefom v Betlehem. Tako da sta bila pravzaprav blizu, tam mogoče 30 km stran od Elizabete, ampak niso vedeli, takrat niso mogli tako hitro hoditi in potem se bomo drugič malo o tem tudi pogovarjali. Je prišlo tako hitro, potem že mogoče sta imela namen obiskati Elizabeto pa Janeza Krstnika, ampak ko je pa kralj Herod slišal, da se je rodil tam nov kralj, je pa hotel tega umoriti in zato sta morala Jožef in Marija na hitro
zbežati v Egipt. Ja, ja. Najbrž je bi mogel ful hitro teči, da je pravočasno spal. Ne, po noči so šli in po noči so zginili in vojaki jih niso našli. Jožefa in Marija niso našli, ampak so pa potem zato, kaj naredili? Šli pa biti vse prvorojenci. Pokol otrok, moških, do 2 let stare so vse pobili. Ne? To je pa bila potem huda stvar. No? Ampak vseeno, ko je Marija slišala Elizabetine besede, kako je Elizabeta Marijo pozdravila, blagoslovljena ti, ki boš med ženami, blagoslovljen bo sad tvojega telesa, odkot meni, da pride k meni mati Gospoda, je pa Marija pa odgovorila pa z drugačnimi besedami. Moja duša poveličuje Gospoda, moj duh se raduje v Bogu mojemu krščaniku. Ja. Zato sem iskal svoje dekle, ga bodo blagoslovili vsi rodovi, velike reči jim je storil vsemogočim, je njegovo ime je sveto, iz roda rodska zvere svoje smilenje vse, ki mu zvesto služijo. Dvigne svojo močno roko, razkropijo vse, ki so napuhnjenih misli, mogočne vrge s prestola in poviša in nizke. Lačne polni z dobrotami in bogate odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljenje isto, kakor je obljubil našim očetom. Spomni se svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Je lepo, Elizabeta, kako pa ti znaš to molitev? Ker molimo večernice skozi. Zvečer molite, ja. To so molitve, ki jih molimo tudi duhovniki, pa redovniki, pa redovnice, pa nekatere družine, pa tudi nekateri ljudje, drugi kristjani. In se ta molitev vsak večer moli pri večernicah. Tako kot se Zaharijeva molitev, hvalnica moli zjutraj pri hvalnicah, se Marina hvalnica moli pri večernicah. To so 2 odlomka iz Evangelija, ki jih vsak dan molimo. In zelo lepo, če znate to molite, pa če znate na pamet, še toliko lepše. No in v tej hvalnici tudi Marija pove nekatere stvari, ki jih je Bog naredil že in jih dela in jih bo naredil. Marija je napovedala, torej moja duša poveličuje Gospoda, ki velike reči dela, pravi, mogočne vrde s prestola poviša nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate odpustil prazne. Ja, tako, tudi to vidimo, kako se mnogi se obračajo k njemu, ko so v stiski, ko so v težavi in Bog jim da pomaga. Naredi tudi čudež, včasih se dogajajo tudi čudeži. Meni bi bil najbolj všeč čudež, kaj je Petru Klepcu dal Bog moč. Ja, tako, tudi to, ne samo, da je delal Bog čudeže včasih, tudi recimo v zgodovini našega naroda je Bog naredil veliko čudežev in tudi danes jih dela, če mu zaupamo, če ga prosimo. No in tako, kot je potem tudi Zaharija, ki je proslavil Boga, ko mu je dal spet dar govora, ko mu je dal sina in tako tudi mi vedno znova lahko slavimo Boga za vse dobrote, ki nam jih Bog daje. In tako naj nas tudi ta hvalnica, da bo Marina ali pa Zaharijeva, vedno znova spomni, da lahko zaupamo Bogu. Zaharija najprej ni zaupal, pa je videl Bog kljub temu, da če nekaj je obljubil. Marija je pa zaupala in se je veselila in Marija je potem tudi imela težave in trpela, ampak vse to se je enkrat obrnilo v dobro. Tako se tudi v našem življenju, kdor zaupa v Boga, Bog vse obrača v dobro, tudi tiste težke in slabe stvari. Molitev, ta vzklik, ki ga je Elizabeta izrekla Mariji, vedno ponovimo v molitvi Zdrava Marija, in smo rekli v rožnem vencu, pa to 50krat ponovimo. Zdaj bomo pa zapeli Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da. Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da. Je človek star,
tudi rodni venec zdaj molite? Tudi. No, lepo. Posebej še v oktobru, pa maja meseca molimo rodni venec. Zdaj, če ne moramo celega, pa vsaj kakšno desetko. Zdaj pa boste lahko še potem sami zmolili, dam pa še vsem blagoslov. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen.